Povejte, kdaj lahko. Ja, že od vsega začetka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo spremljamo situacijo v zvezi s koronavirusom. Država mora delovati preventivno. Ugotavljamo, da so prvi negativni učinki opazni že v turizmu z zmanjševanjem števila rezervacij na obeh straneh. Učinki oziroma posledice v gospodarstvu zaenkrat še niso večje, zaznavamo pa na nek način težave, zato smo se odločili, da v komunikaciji s predstavniki gospodarstva in predstavniki turizma izmenjamo informacije, da naredimo en strateški premislek, na kakšen način ravnati v bodoče. Želim pač v četrtek na vlado priti z predlogom ukrepov. Danes po izmenjavi mnenj vsemi predstavniki lahko rečem, da ugotavljamo 3 vrste težav. Prvič, da so največje težave v upadu prodajnih in nabavnih aktivnosti na posameznih področjih, da lahko posledično pride tukaj do težav tudi z zaposlovanjem oziroma z tem, da bodo imela podjetja težave z delavci. Razmislili bomo o tem, da bi pripravili zakon o čakanju na domu, tako kot je to bilo na nek način po krizi leta 2008-2009. Drugi sklop problemov, ki jih zaznavamo, je sklop problemov v logistiki, se pravi nabava in pa prodaja na Kitajsko. Tudi tukaj bo potrebno na nek način spremljati situacijo v bodoče. Seveda pa največje težave zaznavamo v turizmu, kot sem povedal, z odpovedjo potovanj v obeh smereh. V turizmu smo imeli sestanek s turističnim gospodarstvom strani STO-ja organiziran že v prejšnjem tednu. Smo v stalnem stiku z Svetovno turistično organizacijo, z Evropsko potovalno komisijo, narejena je ena neformalna skupina v okviru Evropske komisije, katere član je tudi Slovenska turistična organizacija. Želimo proučiti možnost pomaganja turističnemu gospodarstvu skozi promocijo tudi z evropskimi sredstvi. Za samo gospodarstvo pa, kot sem povedal, že pripravljamo oziroma razmišljamo o zakonu, če bi ga aktivirali, ko bo potrebno, in jaz upam, da ne bo. Razmišljamo tudi o tem, na kak način organizirati delo v logistiki, da se vsa ta preventiva izvede, se pa meje ne zapirajo. To je za naše izvozno usmerjeno gospodarstvo ključnega pomena in verjamem, da bomo tukaj našli rešitev. In pa dobili smo tudi sugestijo, da gospodarstvo pomagamo z likvidnostnimi sredstvi, če bi bilo to potrebno. Skratka, v tem trenutku ocenjujem, da imamo zadeve pod kontrolo, seveda pa na to, kar se bo dogajalo, ne vplivajo samo stvari tukaj pri nas doma. Vidite, da so se zadeve čez noč prenesle na naše zahodne meje in v vsakem primeru moramo biti pripravljeni na to, da bomo kos izzivom v prihodnjih dneh. Hvala. Maja Derča, Radio Slovenija. Za koliko ste recimo dobili občutek ali pa zanesljive informacije glede upada prihodkov v turizmu in zanima me prav shema za čakanje na domu, podobna kot leta 2010, jo imate pripravljeno, kako velika je? Glejte, če govorimo o turizmu, treba vzeti na znanje samo to, da je v Slovenijo v preteklem obdobju ali pa prejšnjem letu prišlo 160 000 turistov iz Kitajske, na drugi strani pa da je naš drugi največji turistični partner oziroma celo prvi Italija s 600 000 nočitvami, in to so velikostni redi, ki pomembno, 600 000 gosti, ki pomembno vplivajo na številke v samem turizmu. Shemo pa bomo pripravili po vzoru na 2008, razmišljamo o njej in upamo, da je ne bo potrebno uporabiti.
Gospod minister, čeprav razumem, sta druga dva ukrepa, drugi ukrepi se potem nanašajo na logistiko in tretji morebitna likvidna sredstva, sem nas prav razumela. Mogoče jaz to vprašam, Klemen Košak, Dnevnik. Čeprav razumem te ukrepe, ki ste nekako rekli, da razmišljate o njih, že nekako pomeni, da se pripravljate tudi da razmišljate že, da bi bili uvedeni taki ukrepi, kot so recimo v Italiji, taki bolj drastični, a kaj veste, potekajo že kakšni pogovori o tem? Ko govorimo o drastičnih ukrepih, je potrebno povedati, da moramo ohraniti razum, mirno kri in prvenstveno želimo ohraniti pretočnost blaga. Pretočnost blaga z tem, da bomo morali pa zagotoviti, če bo potrebno, vse ukrepe, s katerimi bomo pač omogočili, da se bo blago kljub vsemu gibalo, seveda bo pa to lahko pomenilo tudi zastoje na mejah. Jaz ne morem zdaj v strokovnem smislu govoriti, kaj se bo naredilo s vsakim kamionom, ki bo prišel na mejo, na kak način ga bomo usposobili, da ga spustimo v državo ali pa iz države, ampak tukaj gre za to, da smo mi življenjsko zainteresirani, da usposobimo naše delovanje na način, da se ne rešujemo z zaporami. Hvala. Hvala. Zatem napad. Ja. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Z vidika Gorenja oziroma skupine Hisense lahko rečem, da so zadeve pri nas pod kontrolo. Lahko rečem tudi to, da se je vodstvo korporacije Hisense učinkovito in hitro odzvalo na morebitne težave in zagotovilo na vseh naših proizvodnih lokacijah po vsem svetu, vključno s Kitajsko, razmere za zdravo in varno delo. Tako lahko z veseljem povem, da v tem trenutku nimamo nobenega obolelega v našem 80 članskem kolektivu. Z vidika tovarne v Evropi, ki je v največji meri seveda odvisna od evropske dobaviteljske verige, tako ali tako ni nobenih težav. Je pa res, da bomo morebitne druge težave, če bi nastajale pri nekih dobaviteljih na Kitajskem, sproti reševali v nekako pogovoru z dobavitelji, iskali morebitne alternative tudi v Evropi in jasno obveščali kupce. Ampak kot rečeno, zaenkrat nimamo nekih obolelih. Za vse te naše sodelavce, ki pa so se po kitajskem novem letu vrnili iz Kitajske, bilo jih je 15, pa smo seveda tudi z vidika varnosti in odgovornosti uvedli po navodilu korporacije 15-dnevno karanteno in po 15-dnevnem roku smo ugotovili z veseljem, da so vsi zdravi in normalno delajo. Hvala lepa. Torej nobenega zastoja tudi na Kitajskem, ne morda? V naših tovarnah ne. Kot rečeno, prihaja do določenih zaprek pri nekaterih dobaviteljih na Kitajskih, še posebej pri tistih, ki so na tem področju, ampak kot rečeno, zaenkrat jih obvladujemo in iščemo alternative na drugih koncih Kitajske oziroma kar se tiče tovarn v Evropi ali pa na drugih kontinentih tudi z drugimi oskrbnimi viri. Hvala. Torej, glede Luke Koper smo slišali prej tudi glede logističnih poti. Moram reči tako, da Luka Koper v tem trenutku ne bi režil upad prometa, kar se tiče dobave iz Kitajske, se pa to zna zgoditi, oziroma se bo zgodilo v roku 14 dni, tako kot smo slišali tudi predstavnike podjetij. Imate si zdaj kakšne predvidene dodatne ukrepe pri pregledu blaga z Kitajske, kakšne druge ukrepe, ko blago vendarle pride sem? Torej, mi se ravnamo po protokolih, ki so namenjeni za take situacije, tako glede blaga kot glede ljudi. Tako da, kar se tega tiče, imamo vse ukrepe v pripravi. In če je potrebno, se ravnamo po njih. Na kakšen upad prihodkov ste pa potem pripravljeni in koliko ste tega upada zmožni ublažiti? Torej, v tem trenutku ne bi še govoril o upadu prihodkov. Blago, tako kot se napoveduje, kot smo danes slišali tudi predstavnike gospodarstva, se lahko zmanjša, je možno in Luka Koper kot taka je posledica blagovnih tokov, se pravi pretovor je posledica blagovnih tokov in v tem trenutku ne bi špekuliral o zmanjšanju prihodkov. Koliko pa sicer imate, kolikšen delež predstavlja uvoz Kitajske v celotnem vašem pretovoru? No, takole, za naše kupce, tako v Sloveniji kot v ostalih državah, ki jih oskrbujemo, je to cirka 30%. Pa za vas? Tudi 30% celotnega pretovora? Tako je.
A lahko mogoče poveste, katera industrija bo potem, zato ker ne bo blaga preko Luke Koper, najbolj utrpela pri nas? To Avtomobilska? Vsekakor bi lahko bila avtomobilska industrija, mislim pa, da si ne upam špekulirati na tole, ne brez zamere. Glede industrije. Zdravljena. Kako se v Postojnski jami pozna upad obiska kitajskih gostov in drugih? Ali čutite posledice? Ja, tako je. Če letala s turisti ne vzletajo v Pekingu, Seulu, Tokio, potem teh turistov ni. To je čisto logična posledica, ker v tem trenutku mislim, da je zdravstveni vidik vseh teh ljudi v tem delu sveta na prvem mestu, tako kot bo vedno povsod tam, kjer se bo žarišče koronavirusa pokazalo. Kakšno pato da pričakujete? Kolikšen delež gostov je pri vas iz daljnega in srednjedaljnega vzhoda? In koliko bi torej lahko se vam poznalo na letošnji sezoni, vsaj v prvem delu morda? Koliko pa se že pozna? Smo zelo specifična situacija, ker imamo verjetno v Sloveniji največ gostov iz Azije. Teh je 177,000, kar je približno skoraj četrtina. In pač sprijaznjenca je, da če bo 1/10 njih prišlo v tem letu, bo dobro. Razen če se ne bi preko poletja zgodil nek zasuk in bi koronavirus, podobno kot SARS, nekako se umaknil z tega trga, potem bi bil ta pritisk recimo turističnih agencij jeseni lahko zelo velik. Ampak to so špekulacije, to so ugibanja. Verjetno si vsi želimo samo eno stvar, da bi čim prej se zadeva umirila. Kakšne ukrepe ste pa vi mogoče dorekli z ministrom, ali pa s kakšno željo ste prišli k njemu in ali ste bili uslišani? Glede, tukaj želja ne moreš imeti. Gre za zdravstveni vidik in to je strokovno vprašanje. Prej, ko bi se našlo cepivo, prej, ko bi se to bolezen znalo, ta virus zajeziti, prej bomo vsi zadovoljni. Tukaj ne gre to, da bi od države karkoli zahteval, razen to, da ti daje zelo jasne napotke, kako ukrepati v nekem trenutku, če se to zgodi na tvojem pragu. In to pa mora država delati, zato ker mi hočemo samo normalne pogoje za delovanje, ne govorim pa o tem, da bi karkoli zahtevali od tega, ker mislim, da kriza, ki se bo pojavila, ni samo tista pri podjetjih, ampak bo nedvomno vplivala tudi na stanje trga dela. Boste odpuščali? No, mislim, da to ni zdaj prva misel, da bomo odpuščali. Nedvomno pa, če gostov ne bomo odpuščali samo v turizmu, odpuščala bo avtomobilska industrija, odpuščali bodo pač vsi tisti, ki delo ne bodo imeli. In če je bil danes govor o nekem interventnem zakonu, v nekih kriznih razmerah, je bilo to vprašanje zelo umestno, ampak kot rečeno, panike ne gre delati prevelike, ker v tem trenutku vse na hitro nekaj sprejeti, tudi ne bi bilo najbolj modro. Če vas je zdaj prav razumem, ste vi približno 90% manj obiska iz Azije? Ja, se je čisto logično, ker recimo januarja so tisti gostje že vsi bili v Evropi in so pač normalno zaključili svoje potovanja. Vse tisto, kar pa bi moralo iti februarja na pot, pa ni šlo. Tako ne bo šlo tudi marca in ne bo šlo tudi aprila. Potem pa tako nastane poletno zatišje in je to priprava na jesensko sezono, ampak turistični operaterji so zdaj pač v tako težki situaciji kot mi in si želijo znižanja cen za jesen, da bi pač nekako tudi oni nadomestili ta izpad. Tukaj se pa škarje in platno v bistvu reže na nek drug način kot v normalni sezoni. Tako da moramo vendarle vedeti, da so turistične agencije tiste, ki so enako prizadete kot mi ponudniki turističnih storitev. Govorim po najširšem smislu, skozi znamenitosti ali pa skozi hotelirstvo, če hočete tudi skozi gastronomijo. Je možno upad delovno nadomestiti za gosti iz Evrope? Kako? Če je možno upad azijskih gostov vsaj delovno nadomestiti z domačimi gosti in gosti iz Evrope? Poglejte, se na probleme vedno tako gledamo dlje, kot so večji so. In v Evropi imamo več situacij, več informacij o tem, kje se nekaj dogaja in je potem tudi zaupanje do neke destinacije ali pa do tega, iz kje ljudje prihajajo večje.
Bojim se pa pač ene druge stvari, da zdaj v tem trenutku govorimo mi v Italiji, ampak mislim, da bi lahko govorili v celi Evropi. In več informacij, kot bomo imeli, verjetno lažje bomo tudi koronavirus zajezili. Okay, super.